Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Če lahko Kojot in Jazbec, lahko tudi Zdravko in Janez. Takole sta šla družno čez živalski tunel pod avtocesto. Znano je, da kojoti in jazbeci pogosto lovijo skupaj. Na tej fotografiji, ki jo zdaj gledamo, sicer jazbec opravi vse delo, kojot pa potrpežljivo čaka. No, kdo je kojot in kdo jazbec pri sestavljanju vlade, pa presodite sami. Sedaj pa gledate 82. oddajo 3. sezone Faktor na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali: Janša v nacionalnem interesu. Je morebitna tretja vlada Janeza Janše v nacionalnem interesu? Ali lahko Janez Janša sestavi tretjo vlado in ali je to sploh v nacionalnem interesu, bomo vprašali naša stalna komentatorja, dr. Matevža Tomšiča in Marka Pavlišiča. Toplo pozdravljena. Dobre pozdrav. Evo, Matevž, Marko, danes sem se jaz razglasil za nacionalni interes. Sej, če se lahko Alenka Bratušek in Aleksandra Pivec, se verjetno lahko tudi jaz, ne? Da ne bo diskriminacije. In zdaj vaju bom vprašal, ali bomo videli v današnji vdaji, ali sta sposobna zdaj me prepričati, da je tretja vlada Janeza Janše v nacionalnem interesu, torej v mojem interesu, ali ne. Najprej bi vaju vprašal, kaj sploh je po vajnem nacionalni interes? Matevž, mogoče ti začne. No, jaz se osebno tega izraza oziroma te sintagme izogibam, če se le da, ker ta fraza je bila že tako zlorabljena, in to je, mislim, to zlorabljanje tega koncepta ima dolgo zgodovino. Spomnimo se teh takvanih pivovarskih vojn, ko je bilo v nacionalnem interesu, kot so nam pripovedovali, da se obe največji pivovarni združita, potem je bilo v nacionalnem interesu, da, ne vem, Mercator in podobna podjetja ostanejo v takvani slovenski lasti, se je pa potem kar zelo jasno pokazalo, da ta nacionalni interes je imel konkretna imena in priimke, da je bil to dejansko privatni interes teh takvanih tajkunov, kot se jim je potem reklo, se pravi teh menedžerjev, ki so takrat bili na čelu teh podjetij in so jih potem z raznimi pretežno dosti spornimi ali pa celo nezakonitimi metodami sprivatizirali. In vemo, kaj se je zgodilo z večino teh podjetij, ki so bila v nacionalnem interesu, od SCT-ja, potem Mercatorja in obeh pivovarn, konec koncev tudi ne, ali so pristala v tuji lasti, kot recimo obe pivovarni, ali so propadla kot recimo SCT, ali so se potem prodala nekemu lastniku sumljivega slovesa, kot je bil Mercator. Se pravi, zaradi tega kako bi rekel jaz, ta izraz ima zelo slab sloves. Tako da, če že je bolje govoriti recimo, kaj s tem, v kakšnem javnem interesu recimo, ali pa, čeprav tudi to se zlorablja, tako da sploh v takih primerih, kot pa so bile izjave določenih političark, kako da ta vlada ne bo v nacionalnem interesu, to pa deluje že kar mal, recimo, lahko bi rekel, ironično. Mislim, jaz se tukaj kar strinjam s to oceno, da je nacionalni interes ena bolj zlorabljenih besednih fraz v slovenski novejši zgodovini. Morda samo še pridevnik liberalno je bolj zlorabljeno, ker tudi tukaj se pač močno pretirava, kaj vse je, ne bi bilo liberalno. Ampak vseeno nacionalnega interesa ne moramo kar v nič dati. Namreč, čeprav je teh nacionalnih interesov približno toliko, kolikor je ljudi, je vseeno smo na nekih točkah našli neke skupne, imamo neke skupne želje, neka skupna pričakovanja in to so na najvišji stopnji je lepo zapisano v ustavi. Tako da bi lahko tukaj rekli, da je v nacionalnem interesu to nekako, kar
nam ustava nekako zapoveduje. Ne? In zdaj, če nam ustava zapoveduje, da mora biti šolstvo na enak način financirano, potem je nekako vlada, ki bo poskrbela za to, da bo odločba ustavnega sodišča uveljavljena v nacionalnem interesu. Ne? Podobno smo v ustavo zapisali nekako fiskalno vzdržnost, ne? Zato da bomo v času debelih krav uspeli prihraniti nekaj, da bomo imeli na voljo potem v času suhih krav rezerve, ne? In smo to zapisali v fiskalno pravilo v ustavo in potem je vlada, ki to nekako dosledno spoštuje, vsekakor v nacionalnem interesu. In ne nazadnje, ne, če je Aljuš zapisan v ustavi, potem je tudi on v nacionalnem interesu. Evo, se pravi, ustavo daje na skupščine državnega zbora, kaj še čakate, ne? Zapišite me ustavo. Ampak, če lahko še nekaj dodam, da ne bo narobe razumljeno. Jaz nisem hotel reči, da neki skupni interesi ne obstajajo. Ne, sej smo se razumeli, ne? In se popolnoma strinjam. Obstajajo neki skupni interesi, ki so povezani z nekimi temeljnimi vrednotami, kakršna se vse oblikovala skozi neko daljše obdobje in na katere pristaja večina pripadnikov neke nacije, kjer obstaja nek relativno širok konsens. Nedvomno pa ne moramo reči, da je nacionalni interes nekaj, da je recimo eno podjetje v lasti nekoga, ne pa koga drugega. No, ampak če zdaj smo povedali, kaj ni, ne? Če poskušamo vsem definirati, kaj pa je nacionalni interes. Recimo plebiscit verjetno je bil v nacionalnem interesu, ne? In samostojna država, mogoče tudi vstop v EU pa NATO, a smo potem še imeli kaj tazga, oziroma bi ta hip lahko vidva nekaj najdla, ker že vsi govorijo o nacionalnem interesu, da bi postavila to na mizo, ne, na mesto jastogov, se pravi jastoge z mize, pa damo nekaj, kar je v nacionalnem interesu na mizo. Lepo, da si omenil te jastoge, ne, ker ta nam lepo kaže, ne. Zdaj, v nacionalnem interesu bi bilo, da bi vsi imeli jastoge na mizi in bi jih pojedli, ne, medtem ko povsem zasebni Šarčev interes je pa, da ima on jastoga na mizi in ga on pač poje in zato je logično sedaj nezadovoljen, ker mu ga hoče pojesti nekdo drug, kot je lepo povedal. Ne. Ampak zdaj, če iščemo neke skupne interese državljanov, ne, po mojem na prvem mestu bi lahko postavil, je to delovanje državnih podsistemov, se pravi šolstva, zdravstva, tudi uprave, ne, in vsekakor je v nacionalnem interesu, da imamo recimo dobro delujoč zdravstveni sistem. Ne. To je recimo ena od zadev. Evo je ureditev meje s Hrvaško recimo v nacionalnem interesu. Seveda je, ne, ker država nekako definira meja oziroma ozemeljska celovitost in če to ni definirano, potem je to bolj švoh država. Ne. Matevž Janez Janša je rekel, recimo, če se prav spomnim, da je vstop Hrvaške v Schengen tudi v slovenskem nacionalnem interesu. Se ti strinjaš s to oceno? Jaz se s tem strinjam. Ker tukaj seveda, ko govorimo o interesih, ne, so interesi in so interesi. Ne. Nekateri interesi so pomembnejši od drugih. Ne. Tukaj govorimo o prioritetah. Ne. Tukaj, ko govorimo recimo o vprašanju urejanja meje s Hrvaško, jaz bi rekel, da to je v nacionalnem interesu, ni pa ravno najvišje na neki prioritetni lestvici. Ne. Kar se mene tiče, je bolj pomembno, da Slovenija čim prej stopi v Schengen, kot pa da čakamo, dokler se mejne zadeve ne uredijo. Ker konec koncev, Hrvaška, pardon, seveda, ne. Če Hrvaška stopi v Schengen, potem se vsa odgovornost za varovanje zunanje meje tega šengenskega območja nekako prestavi na hrvaške zunanje meje. Ne. Tudi z vidika varnosti slovenske meje, z vidika prehodov recimo čez slovensko ozemlje, ne, bi pač to bi bilo nedvomno koristno, ker Hrvaška je bila v tem primeru prisiljena uvesti nek bolj strog nadzor. Ne. Da ne govorimo o prehajanju recimo meje z vidika slovenskih državljanov, recimo tistih, ki recimo obiščejo Hrvaško in pa obratno konec koncev tudi. Ne. Tukaj so neke zadeve, ki so zame recimo bolj pomembne kot recimo to, ali je nek, recimo, ali je na nekem območju meja natančno določena ali ne. Ampak recimo, no, Miro Cerar je presenetil mnoge, saj mene je, recimo, ne vem, če je vaja dva tudi, glede to, da je pač predsednik vlade odstopil, da on upravlja tekoče posle, je zdaj podprl članstvo Turčije v EU. Vemo, da je predsednik Pahor imel drugačno stališče, ne, pred kratkim. A je po vajinem mnenju članstvo Turčije v Evropski uniji v slovenskem nacionalnem interesu? No, tukaj se lahko vprašamo tudi, ali je to v evropskem interesu. No, ampak recimo, da zdaj za Slovenijo, ki je pač Miro Cerar je potegnil to potezo, očitno se mu je zdelo pomembno, da tam reče, da je Slovenija podpira članstvo Turčije v EU.
A se vama zdi to nekaj tazga, da moraš reči, tudi če vlada upravlja samo še tekoče posle? Tukaj je kot prvo vprašanje pristojnosti. Ne? Ali je minister za zunanje zadeve, je to sploh recimo v takšnem položaju, kot je, ko je nekakšen odpravnik poslov, ne? Ali se lahko konec koncev izreka takih zadevah, ker on tukaj ne more nastopati kot neka privatna oseba, ne? Ampak lahko kvečemo kot predstavnik države. Ne? Kar se tiče pa Turčije, jaz bi rekel, da Turčija, kakršna sedaj je, ne, pod predsednikom Erdoganom, kjer gre za nek dejansko avtokratski sistem, ki ima zgolj neko demokratično masko, takšna Turčija ni v nacionalnem interesu in tudi ne v evropskem interesu, kot postane članica Unije. Jaz se bi s tem kar strinjal. Turčija kot zelo velika država, ampak način, kako je vodena, se pravi avtokratsko, vsaj tako pač kaže na to, bi lahko zelo čudno vplivalo na samo delovanje Evropske unije in s tem tudi Slovenije. Tako da tukaj bi bilo kar dobro za razmisliti, ali je to res v našem nacionalnem interesu, da to podpremo, ali pa je morda bolj, da se prej fokusiramo na kakšno drugo smer ali pa kakšno drugo državo, da se pač to podpre. Potem po vajenem mnenju tukaj je Miro Cerar pač skočil predno in rekel hop. Zakaj mislite, da se mu zdelo pač pomembno ali pa pametno, da to ta hip naredi? Miro Cerar je vljuden in prijazen gospod, pač verjetno so ga dobili nepripravljenega z zanimivim vprašanjem in je pač odgovoril, kakor se mu je zdelo prijazno. Je bil še pod vtisom tega pisma, ki ga je pisal predsedniku svoje stranke, ne, ki se je nekoč imenovala tudi po njem Zdravko Počivalško. Ne. Ja, jaz dvomim, da je bil tukaj nek zelo velik razmislek zadaj za to izjavo. Ne. Da je bila neka kalkulacija v smislu tega, ali mu to koristi politično ali ne, pač nekako. Mogoče kani kandidirati za generalnega sekretarja OZN, pa bi rad podporo Turčije. Ja, dobro, tukaj pa smo spet iz nacionalnega interesa prišli k povsem zasebnim interesom. Ja, vse ti, ki uporabljajo pač besedno zvezo nacionalni interes, v zadnjem času vse teže skrivajo, da gre za njihove parcialne interese, ampak si bomo več o tem pogledali v drugem delu oddaje, sedaj pa si bomo vzeli krajši premor, ne namojiti gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko bomo nadaljevali s komentiranjem, ali je morebitna tretja vlada Janeza Janše v nacionalnem interesu. Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno Matevž Tomšič in Marko Pavlišič. Pogovarjamo pa se o tem, ali bo morebitna tretja vlada Janeza Janše v nacionalnem interesu. Matevž, Marko, tukaj imamo v grobem dve stališči. Ne? Eno zastopata recimo Alenka Bratušek in Aleksandra Pivec, ne? Kar je eden izmed Twitterašev zelo lepo opisal, namreč kdo sta ti dve dami, ne? Političarki, ki govorita o nacionalnem interesu. Ne? On tle omenja pač svetovalno pogodbo Romanu Jakiču, uvoz ministrov iz tujine, samo predlaganje za Evropsko komisijo, kadrovanje svojih nekompetentnih kadrov, predsednica in poslanka, pozor, ki nista bili izvoljeni v parlament, pa pridigata v nacionalnem interesu. Ne? Daleč smo prišli. Potem imamo pa neko drugo stališče, ki ga recimo zastopa pač Zdravko Počivalšek, ne? Za tega pa Bojan Kranjc, nekoč režiser nekih oddaj na TV Slovenija, zdaj pa sam zaposlen tam, kolikor vemo, kadarkoli Počivalšek uporabi frazo v dobro Slovenije, se mi vrabec posirje na šipo. Zdaj pa jo pa takole vprašam, Matevž, Marko, ne? Kaj za vraga se Kranjcu posirje na šipo, ko Aleksandra in Alenka uporabita frazo v dobro Slovenije, ne? Če se mu že pri Počivalšku vrabec. To sploh, to ptič tak še obstaja, to velik, ki bi se mu mogel na šipo posreti. Ali ne? Ja, pa tudi malo težko na šipo, saj šipa je načeloma navpična, pa to ne vem, v letu ali kako to izvede, ne. Ja. Ponavadi so golobi, ne, Matevž, ponavadi so golobi tisti, Golobi so bolj problematični, ki serjejo na šipe, ampak očitno pri Kranjcu pa prav vrabec. Ne? Ja, zanimivo, ne, tukaj zdaj kaj je. Poanta tega zapisa na vrabcu, na šipi, na samemu aktu. To je zdaj vprašanje, glede to, da gre za zaposlenega na nacionalni televiziji, ne, ampak očitno se mu je zdelo to pomembno, da pač poudar, da, kakor jaz razumem, Zdravko Počivalšek ne bi smel govoriti, da je nekaj v dobro Sloveniji. Meni to deluje malo tako kot te Marjanovi šarcizmi, no, ja.
tudi ni čist jasno, kaj ne bi bila tukaj prava poanta, razen tega, da očitno mu gre na živce dotični politik, ki se na to sklicuje, čeprav se seveda trenutno vsi na to sklicujejo. In tukaj spet imamo opaziti dvojna merila v tem mainstream medijskem diskurzu. Vrabci niso pošteni, Matevž. Tukaj je stalno nek narativ v smislu tega, da tisti, ki so za sestavo nove vlade, gledajo zgolj na lastne interese. Gledajo na lastne stavčke, na koristi svojih strank, medtem ko recimo to, ker je pač se odločil Šarec, da gre na volitve, predčasne volitve, ker nekako je ugotovil, da če bo še nadaljeval z mandatom, mu bo podpora padla, a to pa ni konec koncev v čisto nekem partikularnem interesu. Jaz mislim, da vrabci niso fair, če serijo na Kranjčevo šipo sam takrat, ko Počivalšek govori o dobro Slovenije, ampak jaz sem pristranski Marko, ker se mu je to menda zgodilo v občini, kjer res prebivam in je potem na pumpi 2 uri pucal ta drek šipet, ko je saj tweetal. Tako da bom tebe zdaj vprašal, Marko, daj ti razloži zdaj te sintagme, vrabec, šipa. Jaz mislim, da je v bistvu povedal celo edini resen argument proti vstopu Počivalška v vlado Janeza Janše in če je edini resen argument to, da se nekomu vrabec posire na šipo, pa smo iz hudega ven. Potem tako, pa smo iz hudega ven. Zdaj, že na začetku oddaje sem omenil nekako, da nacionalni interes je nekako na neki najvišji ravni zapisan v ustavi, Bi pa tukaj dodal še eno zadevo. V nacionalnem interesu nekako je tudi stabilna vlada. Čeprav, Italija čisto moč shaja tudi s tem, da pač menjava vlado v povprečju na 1,4 leta. Ampak pa nismo mi Italija, Nismo mi Italija, tako. In bi bilo čisto v redu, da bi po tej seriji vlad, ki so vse nekako predčasno zaključile svoj mandat, nekatere tudi, smo imeli po 2 znotraj enega volilnega cikla, bi bilo morda fajn, da nekako dobimo neko stabilnejšo vlado in potem recimo na novih, ki poveže morda bolj levo in desno in morda odpre neko novo okno za naslednje volitve, da bi se res lahko posvetili nekim realnim temam za Slovenijo, ne pa tem, a si moj ali čigav si, ampak bi odprli neka realna vprašanja in bi potem na volitvah odločili v skladu s tem, kar pač nam posamezniki ponujajo. Ampak zdaj, če se zdaj čisto konkretno pogovarjamo pač v tej morebitni tretji vladi Janeza Janše. Zdaj, na eni strani imamo to stališče, kot smo rekli, predčasne volitve, ki bi bile že 4. zaporedne predčasne volitve. Zdaj, kako je to v nacionalnem interesu, pač vejo tisti, verjetno, ki jim vrabci serijo na šipo. Ampak po drugi strani pa vseeno, če Janez Janša recimo sestavi vlado, a bo to garant, da bo to neka drugačna vlada, kot je bila ta Marjana Šarca, glede na to, da pač vsaj 2 stranki bosta noter, ki sta bile že v konkretni vladi, in pa glede na to, da je v bistvu ta mandat, ki se počasi bliža polovici, parlamentarni je nekak mandat zamujenih priložnosti. Lahko po vajnem mnenju Janša s tako vlado, ki jo bo dobil v bistvu ne tako, kot bi se jo verjetno sam izbral, v naslednjih 2 letih, posebej še v predsedovanju EU, to nadoknadi. Če ne verjame, da bo sestavil tako vlado, potem bolje, da je ne sestavi. Tako da jaz verjamem... Tako se tudi obnaša, tako je videti navzven, da se tako obnaša, ne sili za vsako ceno. A se strinjaš? Ja, jaz verjamem, da če bo sestavil vlado, bo ta vlada zdržala do konca mandata. Nenazadnje to, kar si že omenil, je tudi za Slovenijo zelo pomembno, to je predsedovanje Evropske unije v drugi polovici naslednjega leta, če se prav spomnim. Časa za pripravo ni prav veliko, in v slovenskem interesu je, da se takrat izkažemo kot nek verodostojen partner tudi na zunanjem političnem področju. Nenazadnje nam na zunanjem političnem področju kar manjka nekih podpornikov oziroma nekoga, ki nas bi podpiral, kar se lepo kaže v tem fiasku glede meje s Hrvaško. Tako da v našem nacionalnem interesu je definitivno, da to predsedovanje speljamo kot se šika. Zdaj Janša s tem ima že neke izkušnje, ampak ne zdaj to razumeti, da jih navijam za to vlado. Do zdaj je edini, ki je že predsedoval. Nekih potem še vedno edini. Jamstev v politiki seveda ni, oziroma jih je malo. Tako da tudi ta koalicija ne bo ravno trdna kot skala, kot bi temu rekel, ker neke zelo velike večine najbrž ne bo imela v državnem zboru, tudi bo dost vendarle raznorodna, ampak bi pa rekel, da bo pa zagotovo bolj operativna
kot je bila ta, ki je v bistvu de facto zaključila svoj mandat, ker konec koncev nekih političnih izkušenj bo v tej novi zasedbi, če se bo sestavila, sem prepričan, bistveno več, tudi nekega političnega know-howa, recimo tudi nekih evropskih izkušenj, katerih je imel Šarec nič, in tudi videl se je, da se je temu izogibal, da je bil najbolj vesel, če mu ni bilo treba iti v Bruselj na kakšen sestank, da tudi je zamudil priliko, da bi šel recimo nagovoriti poslance Evropskega parlamenta, medtem ko Janša je glede tega druga zgodba. On ima vendarle dobre politične izkušnje, mednarodne, on je le v Evropski ljudski stranki nek faktor, medtem ko Šarec, tukaj Šarec ni več faktor. Ni bil, faktor. Vprašanje, če sploh kdaj je bil. Bo pa seveda tudi ta vlada imela težave, sploh če se bo lotila nekih recimo bolj korenitih reform. Zdaj, lepo je bilo omenjeno operativnost vlade. Jaz bi tukaj, sem se pogovarjal z nekom, ki je bil minister v dveh vladah, tako v vladi Janeza Janše kot v vladi Alenke Bratušek. Pa sem malo vprašal, kakšna je bila pa razlika med temi vladami. Pa je rekel, v bistvu tako zelo zanimiva zadeva, da v vladi Janeza Janše je bilo 95% časa namenjeno točkam, ki so bili na dnevnem redu vlade, 5% je bilo pa pač proste debate. Da v vladi Alenke Bratušek je bilo pa nekako ravno obratno. Kar zelo veliko pove o operativnosti. Res je, da je imel Marjan Šarec zelo kratke seje vlade, je najkrajše v zgodovini, če je trajala 1 uro, so bile že skoraj izredne razmere. Ampak na koncu se zdi, da smo imeli pri Šarcu občutek, da je najbolj on sam rušil svojo vlado. Zdaj, Janša verjetno tega ne bo počel, ne verjamemo, da bo rušil svojo vlado, a je mogoče tudi tisto, kar te, ki jim vrabci sirjajo na šipe, najbolj moti, da Janša ne bo rušil svoje vlade in da bo mogoče pa vendarle dokazal, da ni tak bav, če je Janša predsednik vlade. Zdaj, že samo to, da se pogovarjamo o Janši kot o potencialnem mandatarju, glede na vse, kar se je dogajalo v preteklih letih in pred prejšnjimi volitvami, nam samo jasno pove, kakšno razsulo je bila pač trenutna vlada. In kot je že, mislim, da gospod Gorenak lepo povedal, Šarec je korakal po polju in v nekem trenutku se ustavil, vzel v roke puško in jo vrgel v koruzo. Od Janše tega pač enostavno ne pričakujemo. Matevž, kako bo zdaj s tem? Bo Janša po tvoje avtodestruktiven ali kakšno držo bo zavzel, če bo postal predsednik vlade tretjič? Ja, v primeru, da bo uspel sestaviti vlado, kot rečeno, bo ta vlada zagotovo funkcionirala bolje. Tukaj to seveda... Kar bi morali se državljane, bi nas to moralo navdajati z veseljem in optimizmom. To zagotovo. Pa tudi to ne gre razumeti kot neko idealiziranje ali pa neko kovanje v zvezde te prihajajoče ekipe, ampak bolj spoznanje tega, da v primerjavi z tem, kar je bilo do sedaj, vlada manj operativna bi bila težko. In tudi seveda, tudi kar se tiče nekih vodstvenih sposobnosti, tukaj bi rekel, da je razlika očitna. Zdaj, na prvi pogled se je zdelo, da se bo zgodba lahko dosti lepo zložila. Na eni strani imamo interes poslancev, da pač ne grejo na predčasne volitve, da si ne skrajšajo mandata. Na drugi strani imamo recimo SMC, ki je vprašanje, če bo še na katerih volitvah ta hip prišla nazaj v parlament. Vemo, da Miro Cerar si želel biti predsednik državnega zbora že po zadnjih volitvah, takrat mu to ni uspelo, zdaj bi mu recimo lahko Tonin, na mestu zunanjega ministra, Počivalšek tam, kjer je, recimo še Aleksandra Pivec tam, kjer je, ampak zdaj izgleda navzven, da so se pojavile neke komplikacije. Kaj se je zapletlo po vajnem mnenju? Ne vem, kaj se je zapletlo, ampak če pozorno spremljamo medije zadnji 2 tedna, se pravi, odkar se ta možnost nekako pokazala, vidimo, da so se pojavile ankete, ki kažejo, kaj menijo člani nekih strank, ki sicer ne kotirajo, mislim, ne vem, če jih sploh
ankete Zaznajo ankete. za Zame, kar kotira To je folklora, to smo že navajeni tega, 0,5%. Ne. Potem so se, ne vem, danes je prišla ven novica o neki ovadbi znova so se spomnili vseh madžarskih medijev oziroma financiranja medijev. proti in tako medijem dalje. blizu SDS. Ja. Tako da, lej, pritiski so kar veliki, ne, poslanci, ne vem, če jim je tu zajamčena ta ustavno načelo, da pač delujejo po svoji vesti, ker so pritiski res veliki in to seveda ima nek vpliv. Ne. Zdaj, ali je dovoljšen, ali pa bojo zdržali in pa se odločali po svoji vesti, bomo pa videli. Ne. In te pritiski so se v zadnjem času stopnjevali v zadnjih dneh. Tukaj je na začetku izgledalo, kot da tudi te, recimo, ki upravljajo s tem medijskim kartelom, ne verjamejo čisto, da ima Janša neke šanse. Češ, da verjetno so predstavljali, da ta anti-Janša refleks je še vedno močan, da z njim tako ali tako noben ne bo šel v koalicijo, ko se je pa izkazalo, da vendarle tukaj je neka pripravljenost, so pa nekako začeli stopnjevati ta pritisk, to medijsko gonjo, ko zdaj vsako praktično izjavo, ki je uperjena proti Janši, to razglasijo praktično kot nek zgodovinski ne, Cerarjev ne Janši, to je skoraj tako kot Titov ne Stalinu, kot so včasih to poveličevali. Ja. Čeprav Stalin je od Tita, Matevž, če se spomnimo, nekaj takrat zahteval, jaz pa ne vem, če je Janez Janša kaj zahteval ali pa ponujal Miro Cerarju. Ta ne je nekako v zraku obvisel. Ja, ne, to zatrjevanje, da on ne bo del vladne ekipe Janeza Janša, jaz mislim, da si ga Janez Janša tudi nikakor ni želel kot del vladne ekipe in najbrž ne bi ostal. Tako da to je malo v smislu tega, da nekdo tudi s tem napihuje svojo lastno vrednost. Marko, je ta začetna zmedenost, je mogoče tudi posledica tega, da kot smo videli tudi v naši vdaji pred dnevi, Milana Kuča ni bilo doma, takrat, ko se je to zgodilo, odstop Šarca, oziroma je kasneje rekel, da je bil doma, čeprav je bil v tujini. Aj rabo par dni, da je ugotovil, kje je. Da niso bila še vsa navodila primerno pripravljena. Bi pa morda se tukaj niti ne bi fokusiral toliko v bodočo vlado Janeza Janše, če bo uspel sestaviti, ampak v nacionalnem interesu je, da imamo dobro in operativno vlado. Sej, če nam to lahko zagotovi tudi gospod Židan, recimo, kar je, recimo, mislim, da hotela predlagati gospa Bratušek za svojo pobudo, Lej, meni se zdi, da je tudi to čisti v redu, če lahko zagotovi to operativno vlado. Pa se ti zdi, da lahko zagotovi? Glede na to, kako je pa ta pobuda odmevala, se pravi, da je praktično noben ni pograbil, je pa verjetno tudi jasno, kaj si o takšnih pobudah misli, ne glede tudi ta medijski, bo neko kartel, ki sicer poroča o sestavljanju te nove vlade. Jaz mislim, da še v SDS si ne želijo, da bi bil Židan predsednik vlade. Tak je moj občutek. Ja, jaz jih ta pobuda je bila dejansko komična. Sploh, da so jo mediji resno vzeli, že to je bilo preveč. To da neka stranka z 5 poslanci, ki pač vse projekcije kažejo, da bo izpadla iz parlamenta, se tle poskuša prikazati kot jedro neke nove koalicije. To je smešno. Dobro, ampak sej za Židana se vsi nekako strinjamo, ampak po drugi strani bi pa Levica lahko tudi izkoristila to priložnost in probala ona poenotiti in bo nekaj postaviti na vrh Luka Mesca in potem od spod postaviti pač svoje kompanjone, se pravi ostale stranke koalicijske in tokrat res kot neka nadkoalicijska stranka, kar je že bila, bi lahko pač pokazala, da so sposobni resnega dela, da so se sposobni spopasti z nekimi realnimi problemi in tako dalje. Jaz sicer ne vem, če bi bil vesel te priložnosti, ampak zakaj bi to? Ja, ambicij ne kaže. Oni itak pravijo, da oni so lahko v vladi, samo če imajo absolutno večino, verjetno v parlamentu, ali pa mimo volitev v kakih preteklih časih. Tako da, če preigramo vse te možnosti, je odgovor več ali manj jasen. Ampak zdaj se štejejo. Zapleti so se pojavili predvsem znotraj SMC, se mi zdi, koliko razumem, Desusove poslance, njim se ne gre na volitve, tako da tam verjetno težav ni. Nova Slovenija, če ne bo šla v desno-sredinsko vlado, v katero bo pa pol šla, se pravi, verjetno je zdaj najšibkejša točka SMC. Kaj vidva ocenjujete? Se jim bo uspelo prešteti pravočasno ali ne? To bomo še videli, ampak ne pozabiti še na eno možnost. Saj tudi LMŠ ni nujno, da je tako trdna, kot zgleda navzven.
Ne nazadnje, zgleda, No, se trdna ne zgleda. Ne? Zgleda, da se je Šarec marsikomu zameril in po Ja. svoje bi bilo čudno, če se ne bi zameril tudi parim svojim poslancem, ki se lahko mirno tukaj pridružijo recimo SMC-ju in okrepijo SMC za tem. Ne? Saj ni Ma rečeno, srečo, Marjan, da ni imel nobenega ministra, ki je bil poslanec. Ne? Se pravi, Ja. zdaj, ki jih je pač so mu odletavali, da nima zdaj teh razočaranih v poslanski skupini. ne. Po pravici povedano, jaz se prav veliko poslancev LMŠ ne spomnim, ne? Kar pomeni, da se v tem času nekako niso uspeli prav zelo javno profilirati, kar pa samo kaže v to smer, da pač oni na volitve si tudi verjetno ne želijo. Ne? In morda se tudi tukaj odpira neka možnost, da se SMC ne samo ošibi, ampak tudi okrepi. Ne? Zdaj, najbolj optimistični so za danes napovedovali že kar parafiranje pač osnutka ali pa koalicijske pogodbe, ampak danes je SDS sporočila preko Twitterja, da drugi krog pogajanj poteka in da se bo tretji krog začel, ko bo jasno, koliko katera stranka prinese glasov oziroma ali je večina za to vlado. Ne? Kaj vidva ocenjujete? Je to nek zastoj zdaj ali gre v bistvu bolj za neko taktiziranje, neko benevolenco, da se da Počivalšku čas, ker verjetno se mora najprej on prešteti znotraj SMC-ja, koliko jih zdaj še je? Ne? No, jaz bi rekel, da to pričakovanje, da bi danes že parafirali koalicijsko pogodbo, da je bilo absolutno preuranjeno ali pa preoptimistično, ne, če govorimo z vidika recimo tistih, ki si želijo te nove koalicije. Tukaj jaz bi pač to ocenil kot pač neko potezo umika izpred oči javnosti, izpred konc koncev medijskih žarometov. Ne. Tukaj očitno se želijo izogniti medijski pozornosti in tudi nekako preprečiti to, da bi recimo ravno pred sestankom recimo ta, da vidimo, medijski kartel tempiral neko novo zgodbo, recimo kot je bila ravno ta z nacionalnim preiskovalnim uradom. To naključje je res nenavadno. In čisto slučajno je to prišlo na dan takrat, ko naj bi bil ta sestank teh predsednikov bodočih koalicijskih strank. Ne. To po moje je tudi malo to neka taka taktična poteza, ne, da pač te pogovori potekajo v miru, da niso deležni teh zunanjih pritiskov v takšni meri. No, in ko pa, če se malo vrnem na prejšnjo temo, ne, ko govorimo o tem, ali kako se zagotoviti večino, tukaj ne gre pozabiti konec koncev tudi na Zmaga Jelinčiča in na stranko SNS. Jelinčič je sicer povedal, da v teh pogovorih ne bo sodeloval, ne, ampak vemo, da njemu ni noben problem se premisliti 3-krat v enem tednu. Lej, ta tweet se razume nekako tako. Ne bomo skakali na glavo v prazen bazen. Ja. Bomo najprej počakali, da vidimo, ali je dovolj vode v bazenu in če je dovolj vode, če je varno skočiti, bomo pač skočili v bazen. Ne zgleda, da se Janši mudi. Pahor ima še kar nekaj časa, da recimo on predlaga mandatarja. Ne? Gre za čisto razumno potezo. Potem imajo še par krogov poslanci. Ne? Zdaj, v čisto ta zadnjem krogu, če bi do njega slučajno prišlo, je pa dovolj navadna večina celo za izvolitev novega predsednika vlade. Lej, vse to je res, ne? Ampak prej smo že govorili o operativni vladi, ne? In del te operativne vlade tudi je, da se znajo v nekem razumnem času nekaj zmeniti. Ne? Skratka, če se ne bojo uspeli izmeniti zdaj, recimo v naslednjih 2 tednih, pa tudi ne vem, če bo kaj veliko do operativnosti te vlade. Ne? Ampak se lahko potem kakšen drug kandidat v nacionalnem interesu na rekovajih pojavi v tem primeru tega zadnjega kroga? Ne? Pojavi se lahko, ne? Vendar zdaj vprašanje je, koliko resni bodo takšni predlogi. Če bodo to predlogi na nivoju Bratuškove, potem jasno, da tukaj ni neke možnosti. Jaz sem vam že 2 predlagal, ne? Pa oba dva ste sprejeli z nasmeškom in smejali. Mi pa ne glasujeva z Matevžem. Očitno prav velike izbire kljub vsemu trenutno ni. Ne? In kar je tudi res, tudi po volitvah ne bo nič kaj bistveno večja. Ne? No, s tem je verjetno povezana tudi ta konec koncev zadrega, recimo teh spet lahko, če jim rečemo, režiserjev iz vrst globoke države, ker tudi tukaj je včasih tisto, da ni čist jasno, ne? A bi Janša sesuvali na vsako ceno ali ga vendarle ne bi. Ne? Ker tudi oni bi v tem primeru, ne, če
preprečijo Janši, da se stavi vlado, ne, in da se potem v končni fazi gre na predčasne volitve, bi morali imeti nek svoj lasten scenarij, morali bi imeti nekega novega kandidata, ker dvomim, da je Marjan Šarec še vedno njihov favorit. Ja, vprašanje, če bo najdo puško v tisti koruzi, kamor je zabrisal. Ja, to je veliko vprašanje. Dovolitev bi bilo pa v tem primeru samo koliko? Par mesecev, ne, in ja, težko je tako na hitro spet potekati nekega asa iz rokava. Ta teza se je danes pojavila, ne, da je centrom moči pač tranzicijske levice oziroma globoke države bolj v interesu, da Janša prevzame vlado, ker imajo potem več časa, da pripravijo nov obraz. Ne. A se vidva strinjate s to tezo? Pa bi rekel, da so tudi v teh krogih precej razdeljeni tukaj. Tudi konec koncev, če spremljamo ta sporočila medijskega kartela, ne, niso ravno konsistentna. Ne. Nekateri nabijajo proti tej opciji z vso ihto, nekateri so pa kar mal, kako bi rekel, dost apatični v tem smislu. Ne. Da tukaj ni neke enotne linije, če se na ta način izrazim. Marko, zakaj smo sprejeli tezo, da je SDS skrajna desnica, pomeni, da več kot četrtina volivcev v Sloveniji voli skrajno desnico? Lej, jaz ne vem, zakaj ste sprejeli to tezo, če ste jo sprejeli. Jaz je v bistvu nisem sprejel. Ti nisi v nacionalnem interesu. Ja, jaz nisem v nacionalnem interesu. Zdaj, jaz tudi, bo rekel, ne razumem dobro, kaj je tako skrajnega v SDS-ovi politiki, ker če pogledamo, kdo nam je postavil ograjo na mejo, ne, to definitivno Janša, ni bil Janša. Ni bil Janša, ne. Kdo nam kvari zdravstveni sistem, tudi težko rečemo, da je imel kaj veliko prstov zraven in tako dalje. Tako da ne vem točno, kaj je skrajnega v tej politiki. Jaz si bi kvečemo želel, da je bil SDS recimo kdaj bolj nagden, recimo še v kakšno bolj skrajno stvar. Recimo spomnimo se, ko so ustanavljali SDH, ne, in da bi pač se pospešila privatizacija, se tudi njim ni prav zelo mudilo. Ne. In nazadnje to, da je lahko Šarčeva vlada prodala NLB, ne, je rezultat tega, da ga Janša vlada predtem ni prodala. Ne. Tako da tukaj iskati neko skrajnost, sploh desno skrajnost v SDS-u, res ne vem, ki jo najdejo. Tukaj gre za neko strategijo demonizacije tiste stranke, ki lahko vsaj v sedanji situaciji, v celotnem tranzicijskem obdobju je lahko ogrozila interese te postkomunistične globoke države. Tukaj spomnimo se že tega ustavljanja desnice s strani Spomenke Hribar v 90-ih letih, pa potem stalne fašizacije političnih nasprotnikov, ne, ko se je razglašalo za malodane fašista vsakega, ki je nasprotoval neki politiki odprtih meja, ki je nasprotoval LGBT agendi in podobnem. Ne. Skratka, to je pač nek način, kako se političnega nasprotnika marginalizira tako, da se ga naredi nesprejemljivega. Ne. Konec koncev, SDS je vendarle članica Evropske ljudske stranke, ne, iz katere prihaja predsednica Evropske komisije, iz katere je prihajal prej njen predhodnik na čelu Evropske komisije. Ne. In tukaj ta skrajnost, ta ekstremizem, to ne obstaja tukaj nikjer kot v nekih domišljiji raznih ultralevičarskih aktivistov. Zelo na kratko, če lahko, Marko, se ti kaj bojiš, da če Janša pride spet na oblast, da bo prek Murje vrnil madžarski Viktorja Orbana? Janša je imel že dve vladi, eno poln mandat, eno delni mandat, prek Murje pa še vedno v Sloveniji, tako da ne vem, kaj se je od takrat spremenilo, da bi šel v to smer. Se pravi, prek Murci se ne labijo tega bati. Bomo videli, kaj se bo še naprej dogajalo. Za danes najlepša hvala, dr. Matevž Tomšič, Marko Pavlišič, za vajine komentarje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bila sinekura za nacionalni interes, 393. faktor na TV3. Glejte nas v živo spet jutri, ko bomo nadaljevali s komentiranjem, ali je vlada Janeza Janše v nacionalnem interesu. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo je nacionalni interes.